Lep pozdrav, tu Blaž. Govoril pa bom na temo socialnega podjetništva. Namreč, zadnjič sem bil na enem sestanku o tem, kako lahko nevladne organizacije in socialna podjetja pridobivajo sredstva iz Evropske unije preko prijavljanja na te razpise skozi projekte, ki jih pač te socialna podjetja, nevladne organizacije organizirajo. In takoj sem opazil ta absurd tega, da recimo, kako velik problem je to za nevladne organizacije in socialna podjetja, ki delajo neko zelo družbena, koristna storitve, kot so recimo pomagajo invalidom ali pa ljudem v stiskah, recimo razrešiti njihove probleme ali pa jim olajšati življenje ali pa popestriti recimo upokojencem življenje, da niso tako osamljeni, da se bolj družimo ljudje med sabo in tako naprej. Se pravi, vse te nevladne organizacije in socialna podjetja so usmerjena predvsem v to, da ustvarjajo neko korist za družbo, dejansko za žive ljudi, da popestrijo življenje, da zvišajo kvaliteto življenja. Se pravi, neposredni cilj takšnih nevladnih organizacij in socialnih podjetij ni dobiček, ampak dejansko neka družbena korist, neka kvaliteta, ustvariti neko kvaliteto v družbi. No in ravno te organizacije seveda imajo hkrati ta velik problem, da nimajo dovolj denarja, ker ga nimajo dejansko kje dobiti, ker ni to njihov primarni namen, da bi zgolj služili in imeli ogromne dobičke. In potem imamo recimo take absurde, kjer neka občina da neki organizaciji, recimo, ki se je prijavila na razpis, 5 evrov za nek projekt, ker je seveda čisti absurd in ne vem, nekaj smešnega v glavnem. Ampak to kaže na to, kako dejansko ljudje smo vsi zasužnjeni v to miselnost, da moramo ustvarjati profit po tem principu kapitalističnem, v katerem zdaj živimo, čeprav je zelo očitno in jasno, da to ne pripomore k kvaliteti življenja in da dejansko takšne organizacije, katerih cilj je zvišati kvaliteto življenja, sploh ne morejo obstajati oziroma se mučijo s svojim obstojem, ker ne morejo dobiti denarja. No in kaj je zdaj rešitev za ta problem? Kako lahko dejansko podpremo organizacije in ljudi, ki dejansko želijo delati za dobro življenja, ki želijo dvigniti kvaliteto življenja in družbe na splošno. Edini učinkovit način za to je, da vsem ljudem zagotovimo zagotovljen življenjski dohodek, kar je v poenostavljenem smislu povedan, praktično pomeni to, da recimo ljudje, ki ne zaslužijo dovolj denarja na kakršenkoli drug način, dobijo univerzalni oziroma temeljni dohodek, če rečemo približno 500 evrov. Recimo to dobi vsak, ki nima dovolj drugih dohodkov, da bi lahko dostojno živel, dobi 500 evrov. Vsakdo, ki je kjerkoli zaposlen, pa dobi minimalno plačo 1000 evrov. In potem ustvarimo s tem nek sistem, kjer dejansko vsi drug drugemu zagotovimo dostojno življenje in potem ljudje, katerih namen ni samo profit, lahko začnejo dejansko delati, se združevati in delati na projektih, ki so dejansko družbi koristni. Ker profit sam po sebi ni nikomur koristen. In je zelo velik absurd, da je dejansko to glavni cilj vseh firm, skoraj vseh firm. In tudi absurd je to recimo, da se zdaj loči podjetja na socialna podjetja pa na navadna podjetja. Vsa podjetja bi morala biti socialna podjetja. Vsa podjetja bi morala delati v dobro vsega življenja, dvigovati kvaliteto vsem živim. In že samo ta absurd, da se loči podjetja na socialna in pa na navadna, je nesprejemljiv. Zato, ker to dejansko pomeni, da imamo podjetja in ljudi, ki se zavedajo, da je življenje bolj pomembno od profita, in pa imamo večino ostalih ljudi, ki misli, da je pač edini cilj to, da se ustvari čim več profita za svoj žep ali pa za svojo firmo, karkoli, v glavnem važen je profit in to je to. Ne glede na to, koliko ljudi nima hrane,
koliko se onesnaži okolje, ne glede na to, koliko se zlorablja naravo, koliko se uničuje in zastruplja, in to sploh ni važno, važno je samo profit. In seveda, to je nesprejemljivo. Tako da, predlagam vam, da se pridružite tudi našemu združenju enako odgovornih, ki je dejansko politično združenje, ki ga še ustanavljamo, ampak naš namen je seveda to, da v slovenski regiji vpeljemo sistem, vpeljemo družbo, v katerem bo dostojno življenje vsem zagotovljeno, po vzoru predloga za zagotovljen življenjski dohodek in oziroma univerzalni temeljni dohodek. To bo naš glavni srž programa in vedno smo usmerjeni v to, da delamo po principu, ki je najboljši za vse življenje. Ta princip se glasi: ne obravnavaj in ignoriraj drugih tako, kot ne bi želel biti obravnavan in ignoriran sam na njihovem mestu. In vabim vas tudi, da si pogledate našo spletno stran zeo.si, se prijavite na adremo združenja, se pravi na prejemanje obvestil, lahko tudi začnete sodelovati, kontaktirajte nas, se bomo srečali, pogovarjali, začeli sodelovati in tako bomo lahko vsi skupaj hitreje ustvarili dejansko družbo, tudi na našem slovenskem področju, naši slovenski regiji tega sveta, družbo, v kateri bo dostojno življenje vsem zagotovljeno in v kateri ne bomo sprejemali in dopuščali zlorab življenja, takšnih kot jih recimo zdaj v primeru subvencioniranja nevladnih organizacij in socialnih podjetij, ki sploh ne morejo dejansko ali pa zelo težko obstajajo, zato ker nimajo denarja, da bi sploh lahko počele to, kar je najboljše za vse, se pravi podpirale kvalitetno življenje in dostojno življenje za vse ljudi. Hvala za danes in lep pozdrav!